Ko sem prišla na 90. kilometer, sem bila v takšni krizi, vročinski, vrtelo se mi je, dehidracija je bila močno prisotna na tisti tekmi. In sem videla tudi dva najboljša slovenska ultratekača, ki sta to pot tam zaključila. In takrat sem bila še bolj sesuta, ni uspelo, še bom sploh zmogla 60 kilometrov. Nisem pa niti vedela še vse, kaj me čaka. In takrat je bilo res noro težko. Ringelspiel. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podcastu. Zdravo, dobrodošli v Ringelspielu, Večerovem podcastu, kjer spoznavamo zanimive ljudi z Maribora in okolice. Z vami sem Jasmina Cehnar in danes nas čaka izjemna gostja. Ženska, ki združuje 3 zahtevne vloge. Vlogo učiteljice, mame in ultramaratonke. Je ena najuspešnejših slovenskih gorskih in trail tekačic, ki navdušuje z odličnimi rezultati s tekmovanj po vsem svetu. Z mano je Martina Klančnik-Potrč, ki dokazuje, da so meje predvsem v glavi, ne v telesu. Martina, lepo pozdravljena. Dobrodošla, Jasmina. Hvala za tak lep opis. Preden pa začneva, midve sva se dogovorili, da se tikava. Vas, gledalce in poslušalce in gledalke in poslušalke, pa vabim, da sledite podcastu Ringelspiel, ga všečkate, delite, komentirate, vesela bom vaših odzivov. Martina, kako si ti prišla do ultramaratonov? Kaj te je potegnilo v ta ekstremnostni, vzdržljivostni šport? Ja, zdaj že kar nekaj let, ko tečem. Ko sem leta 2017 pričela malo več teči, si nisem predstavljala, da bo to ultramaraton oziroma tek na izredno dolge proge. Zaneslo me pa čisto po naključju, ko sem nekega poletja s prijateljem iz Koroške prečkala Pohorje iz Maribora do Slovenj Gradca. In ta razdalja meri cirka 65 kilometrov. To je seveda več kot en maraton in lahko že nekako rečemo, da je to ultramaraton, in se mi je tisti dan zdel res popoln. Jaz sem v naravi uživala, ni mi bilo drugi dan v telesu nič slabega. Skratka, od tistega dneva sem nekako začutila, da pa si želim še takšnih popotovanj po naravi. Ampak v osnovi si bila pa ti tako odlična nogometašica pravzaprav, ne? Igrala si tudi v nogometni reprezentanci. Kako se pa potem s to kariero ni išlo? Ja. Še danes me ljudje pogosto vprašajo, če še igram nogomet, pa je zdaj že več kot 10 let, ko se žoge skoraj nisem dotaknila. So otroštvo in potem tudi študentska leta sem igrala nogomet, na koncu tudi kar na visokem nivoju. V reprezentanci, ne? Tudi. Ampak poškodbe so del športa in na žalost se mi je takrat po hudi poškodbi golenice ni več uspelo vrniti v ta lep ekipni šport. Sem pa v tistem času, ko sem to poškodbo sanirala, nekako prišla do zaključkov, da si želim drugo kariero športa, ki bo najbrž to tek. Si pa nisem predstavljala, da bom tako globoko zabredla v ta šport. Ko si doživela to grobo poškodbo, ne, koliko se ti je takrat sesul v bistvu svet? Močno. Spomnim se, da nekako nisem funkcionirala takrat nekaj mesecev. Sem bila tudi priklenjena na bergle, v postelju tako rekoč, ker nisem smela stopiti na nogo in nič. Tako da je poškodba, ki jo športnik doživi, en zelo obdobje,
ki te veliko nauči, te da malo naprej izkušnjo, ampak dozoriš in običajno dobiš nove ideje, kaj si želiš v življenju početi. Sem pa se v tistem obdobju potem bolj posvetila študiju, ga tudi dokončala, tako da je bilo vse za nekaj dobro. Pa si po tisti grobi poškodbi si sploh predstavljala, da boš znova na vrhunski ravni? Niti približno. Nekako sem se vmes tudi poskušala vrniti nazaj v nogomet, ampak se nisem več našla v tem športu. Tako da sem potem preizkušala mnoge športe po nogometu. Od teka, kolesarjenja, planinarjenja, fitnessa in na koncu me je moja duša vlekla v naravo vedno bolj. Za vse tiste, ki še ne poznajo trail teka, ki ne poslušajo, kako bi ga opisala? V čem je drugačen od klasičnega teka? Ja. Trail tek je zame disciplina 3 športov. To je tek po ravnini, tek navzgor oziroma hoja in tek navzdol. Tako da je sestavljen iz 3 disciplin. Trail je pogosto tek v naravi, po stezicah, po gozdu, gorah, vse posod, kjer ni asfalta. Lahko rečemo, da je to trail tek. Pa dolga razdalja, ne? Ja, razdalja pri trail teku na vse zadnje ni tako važna. Važno je, da se tek oziroma to gibanje omogoči v naravi. Zdaj, skozi leta se pa to nekako razdelilo, da so različne te razdalje od 10-kilometrskih in pa vse do te kraljevske 100-milske razdalje, ki je meri 162 kilometrov. Danes pa poznamo po svetu tudi še veliko daljše trail tekme. V tem trenutku je tudi zelo popularen backyard ultra, to je pa format teka v krogih, 6,7 km je ta krog in kolikor časa človek zmore ta krog teči, da ga preteče vsako uro in potem znova in znova, se potem kar prideš do lepe kilometrine, če si dobro natreniran. V čem pa je čar trail teka? Kako bi to izkušnjo pojasnila nekomu, ki ne razume, zakaj bi šel 100 kilometrov teče zdrn in strn? Mislim, da vsak človek, ki je imel kadarkoli neke težave, probleme, je narava tista, kateri se lahko prvo zateče. Se mi zdi, da je narava gratis terapija in v njej lahko preživiš še pa še časa. V trailu pa je tako, da ko tečeš na dolge razdalje, v njej preživiš noč, preživiš dan, in je res lepo opazovati dan v teku, kako pade na nebo noč, zvezde in potem zjutraj, ko vzide sonce in ti si tam, res je lepo. Zdaj ti si prišla pravkar iz svetovnega prvenstva v gorskih trail tekih v Pirenejih. Kakšna je bila ta izkušnja? Svetovno prvenstvo v gorskih in trail tekih je sedaj bilo organizirano drugič. 2 leti nazaj je bilo prvič v Innsbrucku, nam bližnji Avstriji. Tokrat je bilo pa v Španiji, v španskih Pirenejih. Tja smo potovali v dokaj mali zasedbi trail tekačev. Trasa je bila speljana nekaj več kot 80 km po Pirenejskih Alpah. Zelo zahtevna,
za zelo trdožive in res zelo izkušene tekače. Bilo nas je na štartu 130 tekačic iz celega sveta in uvrstila sem se v prvo tretjino, kar je bil to neki tihi cilj. Tako da moram biti z rezultatom zelo zadovoljna. Na vse zadnje sem tja prišla kot amaterska tekačica, ne kot profesionalka. Je bilo naporno? Ja, izredno je bilo naporno. Sploh, ker v Mariboru živimo na 300 nadmorske višine in potem, ko tečeš na 2500 plus, se je pa tokrat mi kar poznalo, da nekako nisem bila aklimatizirana preveč dobro. Kljub temu, da veliko časa preživimo v gorah na višini, je bila aklimatizacija dan, dva pred tekmo premalo. Je pa vseeno bila to zelo lepa izkušnja, zelo sem ponosna, da sem bila tudi že drugič izbrana za reprezentanco. Naj povem, da je bil v reprezentanci tudi moj mož, tako da je še toliko večja čast nastopati na svetovnem prvenstvu z možem, ker je to nekaj edinstvenega. Prej si omenila te profesionalne ultramaratonke in v bistvu ti konstantno, ko hodiš po teh tekmovanjih na svetovnem rangu, se uvrščaš tudi zelo visoko in pred tabo so običajno res samo te profesionalke. Ne? Kako v bistvu se počutiš kot ena učiteljica iz Maribora, kot amaterka, kot si rekla, ki je v bistvu kos in se suvereno meri za to ultramaratonsko svetovno elito? It's very funny. Ne, res je zanimivo, ko potujemo z družino po teh evropskih svetovnih tekmah in si po svetu dejansko ne predstavljajo, da smo mi prišli tja, ker so ravno kar zimske počitnice in imamo 5 dni prostih, ker na vse zadnje mi na koncu kar dobro uspe nekako tekma in se uvrstim zelo visoko. In ko povem, da je ta šport prostranska stvar življenja in ni prva izbira, še je spoštovanje toliko večje od drugih. In sem res vesela, da mi nekako uspe usklajevati toliko nekih obveznosti. Ja. Zakaj pa se z ultramaratonom ne ukvarjaš profesionalno? Ja, zelo dobro vprašanje. V trail teku gre tako, da običajno podpišeš ti za velike znamke. Ponavadi so to te znamke športnih obutev, kot so Salomon, Dynafit, On, Cloud, in znamka te vzame pod okrilje svojega tekača in te potem finančno podpira skozi tvojo kariero. Sama sem že 7 let ambasadorka švicarske znamke On, nekako pa se mi ne uspe prebiti v tisto elitno ekipo. Odgovor je sicer zelo jasen, ker prihajam iz male Slovenije, kjer je trg tekačev še vedno premajhen in moj vpliv premajhen, da lahko iz mene naredijo. Da se jim povrne ta investicija, ne? Ja, sem pa zelo vesela in ponosna, da mi je pa to nekako uspelo vseeno pri znamki Leki. Verjetno vsem poznano, to podjetje izdeluje, je bolj znano po palicah, smučarskih, tekaških, pohodnih. Tam pa so opazili, da dejansko v Sloveniji in na celotnem Balkanu imam nek vpliv na ljudi, na ženske, na gibanje. Tako da ja, že sedaj 3. leto
sem njihov uradni leki atlet. Ja. Skratka, ni to neka tvoja osebna odločitev, ne, da boš amaterka, ampak pač je to splet okoliščin. Tako. Še vedno se trudim, da mogoče en dan pa mi bo uspelo. Se mi zdi, da sem vsako leto bližje temu. Je pa tudi zanimivo, včasih doma razmišljam, kaj bi pa se zgodilo, če bi nekega dne prejela to pošto, ki jo mogoče že čakam nekaj let, ali bi si upala pustiti službo in se ukvarjati samo s tekom. Ali je ravno to morda tisti čar, dar, da mi vse tako uspe usklajevati. Ker se mi zdi, da to sem jaz ultra mami. Vse zmorem v 24 urah in mogoče me ravno ta pot, ki jo vozim v življenju, odlikuje takšno, kot sem. Je pa verjetno še ta faktor, da je za ženske znotraj malega trga verjetno še težje, ne? Zdaj, koliko je ženski šport sploh podcenjen v bistvu, ali si to občutila tudi takrat, ko si bila še v nogometu? Sigurno se mi zdi, da se ženske športnice vedno moramo malo bolj dokazovati kot moški. Če sem prej poslušala, da bi raje, kot se za žogo poganjam, ne vem, kuhala kosilo, sem tudi zdaj večkrat slišala, bodi doma, pa ne teci toliko okrog. Od koga? Vse veste. Ampak se mi zdi, da človek si je skoraj danes dolžan vzeti uro časa za sebe. Za svoj jaz, za, tako kot sem rekla prej, terapijo v naravi. In nas ne bi smelo biti nič sram si utrgati tiste ure časa za sebe. Zame je pač to vsakodnevni trening. Zdaj po teh napornih terenih včasih tečeš 20 ur tudi, ne? In še več. Še več, ja. Brez spanca. Kako delujeta telo in v takšnih ekstremnih pogojih? Zanimivo. Ko sem šla prvič na 100-kilometrsko razdaljo, sem mislila, da moram trenirati ta nespanec in tek po noči. Ampak se mi zdi, da to pride čisto nagonsko. Telo je toliko pod energijo, da je lahko budno dan ali dva brez večjih problemov. Sicer je zanimivo, da se mi spi tam proti 4-5 uri zjutraj, ampak takrat si pomagaš z kofeinom. Se pregrešim tudi s kakšnim Red Bullom takrat, ki ga običajno ne pijem, in nekako vzdržiš to. Je pa potem zanimivo, da se mi dogaja, da mi vseeno imam malo moten spanca v naslednjih dneh, da pridobim nazaj tisto zamujeno. Tako da ponavadi potem naslednji teden res poskušamo doma biti še bolj disciplinirani glede spanja. Kaj pa psihično? Ker to so tudi potem verjetno neki procesi, ki se ti dogajajo ob takih naporih. Sigurno človek že po uri teka, ko si misli, da ima dovolj, doživlja neke vzpone in padce. Teh je ogromno. Mi je pa všeč to pri ultrateku, ker res traja zelo veliko časa, da ko pride tisti trenutek, ko si na dnu, da ne zmoreš. Enostavno, trail tek je takšen, kjer ti je dovoliti hoditi. Pohodiš tisto urco, 2 in potem pride, se vrne energija, prideš do ukrepčevalnice, srečaš koga poznanega, te malo dvigne tvojo psiho in vedno potem prideš nazaj v nek ritem. Je pa trail tek preizkušnja tako telesa, duha, uma, res en tak preplet vsega, kar lahko telo zmore.
Kaj pa razmišljaš, recimo, ko tečeš, kaj ti gre po glavi, ko je hudo, ko si že na tem, da obupaš, ne vem, s čem se zamotiš? Meni nikoli ne uspe se odmisliti. Se mi zdi, da mi možgančki kar naprej delajo, ko tečem. Prvo uro je vedno kaos, da pridem nekako v tisti svoj ritem, da se ujamem. Običajno mi je prvo uro tudi tako težko, da imam vedno misel, ali bom zelo zmogla še, ne vem, če planiram 13-14 ur. Ampak nekako potem se počasi umirim, padem v nek flow in kilometri letijo. Vmes razmišljam, da moram jesti, da moram piti, da zdaj pride ta hrib, potem pride spust, ko bo mi mogoče malo težje, potem pride ukrepčevalnica, potem moram prehoditi 6 kilometrov pa 1000 višincev. Skozi se nekako dogaja. Razmišljam o tem, kaj me čaka. Po drugi strani pa razmišljam o čisto nekih življenjskih prigodah, dogodah, situacijah, o družini, o možu, če je slučajno Janez na tekmi pred mano, kako mu zdaj gre, ima tam krizo, tega pa njemu tega dela ne mara, je prišel zdaj dobro skozi. Pa mine 20-30 minut. Potem razmišljam, kaj pa zdaj lan dela. Zdaj, če naj spremlja na tekme, sigurno nekje na ukrepčevalnici čaka, če je pri babici, zdaj je ura 7 zjutraj, se je zbudil, bo zajtrk jedel, kaj bodo pa danes počeli, pa malo premlevam. Potem pomislim na službo, ta teden je bil tak, ti otroci so bili tako, sem poslala vse maile staršem nazaj, ali še skratka, skozi se nekaj dogaja. In dejansko kilometre minajo včasih prej, kot bi si človek mislil. Skratka, imaš zelo dobro družbo. Takrat, dobra družba, najboljša. Najboljša družba. Je pa težko biti včasih sam s sabo, mi reče kdo, kako si lahko tako dolgo sam s sabo. Ampak ja. Ti si lahko. Kadar si najboljši prijatelj sam s sabo, to ni težko. Kaj pa je bila doslej največja kriza, tista najtežja preizkušnja v tvoji ultramaratonski karieri? Wow. Najtežja. Ja. Mislim, da je bila to lanskoletna Jahorina Ultra Trail, ki je bila dolga 160 kilometrov, in smo pričeli tekmo čisto pri Črni gori, tam v področju Sutjecka, in smo tem nekako prečkali vse do Jahorine naravo. Bila je izredna vročina, skoraj 40 stopinj. Tekma je bila tudi zelo dolga, skoraj 30 ur. Bosna je res ena krasna država, ki ima zelo bogato naravo in zelo neobljudeno. Še dobro, da svet tega ne ve, ker so tam res rajski kotički, in nekako skozi tisto tekmo je bilo toliko enih vzponov in padcev, in ko sem prišla na 90 kilometer, sem bila v takšni krizi vročinski, vrtelo se mi je, dehidracija je bila močno prisotna na tisti tekmi, in sem videla tudi dva najboljša slovenska ultratekača, ki sta to pot tam zaključila. In takrat sem bila še bolj sesuta, ni uspelo, še bom sploh zmogla 60 kilometrov. Nisem pa niti vedela še vse, kaj me čaka, in takrat je bilo res noro težko.
prvič sem takrat tudi preizkušala, kako hitro lahko zaspiš po noči med tekmo, ker je bil takšen klanec, da ga več nisem uspela prehoditi in sem se samo ulegla in v sekundi zaspala, dokler me niso krči po celem telesu napadli. Tista noč je bila res ekstra naporna in zjutraj ob 8, ko sem prišla v cilj, ne vem, kako mi je to uspelo. In sem res ponosna. Potem sem razmišljala, da bi šla na to pot še enkrat, da bi vzela kamero in nekako to pokrajino posnela. So pa letos na žalost to tekmo odpovedali. Si kar mislim, zakaj, ker je res... Verjetno nisi bila edina, ne? Ja, res bila ekstremna preizkušnja. Je pa v vseh teh ultratekih veliko težkih trenutkov. Ampak vsak meter je pot k cilju. Si se kdaj vprašala, zakaj to počnem? In ker si lahko. V bistvu... Ja, se mi zdi, da nisem se lotila tega, dokler res nisem začutila, da sem pripravljena, da je moje telo pripravljeno, da to zmorem, tako telesno, kot tudi v glavi. Ker sem prej tekmovala, oziroma še vedno grem tudi na kakšne 50-60 kilometrske razdalje in sem opazovala ljudi, ki so se že posluževali teh daljših razdalj in sem občudovala ljudi, ki so opravili to hitro in bili na cilju dokaj sveži in opazovala ljudi, ki so prihajali v cilj na pol mrtvi, če lahko tako rečem. In sem si želela biti tista nasmejana Martina, ki pride po takšni preizkušnji v cilj. Tako da ja, ko sem se čutila pripravljeno, sem to preizkusila in ja. Ne, mislila sem, ko je tista kriza, ne, ko je sila, če se takrat kdaj vprašaš, zakaj to delam, mislim. Sigurno se, ja. Včasih se tudi na polurnem teku vprašam, kaj mi je tega treba, zakaj moram zdaj imeti 175 utripa. Pa se mi zdi, da pol vedno vem, zakaj, ker mi bo enkrat čez mesec dni težko. Zakaj nam je tega treba? Vsako tele ima svoje vesele, so rekli. Ampak ja, nisem pa nikoli čutila, da bi se kakorkoli s tem dokazovala, da bi jaz bila nekaj več, ker to zmorem. Enostavno, ker res v tem tako uživam. Videti v naravo, skozi noge, skozi tek, gibanje, hojo, občudovati procese, ki se dogajajo v naravi, meni je to noro. Torej, ti sončni vzhodi, sončni zahodi, prvo ptičje petje zjutraj. Res je noro, včasih ob 4 zjutraj, ko se ptički zbudijo. Ni YouTube posnetka, ki bi lahko mi to približal. Sicer jaz pravim, lahko greš za to tudi v kamp, recimo spat. Recimo, tudi, ja. Tako da malo ste posebni, po moje, ultramaratonci, ne? Sigurno na nek način, ja. Zdaj tudi bolečina je tako sestavni del tega tvojega športa. Kakšen imaš ti odnos do bolečine? Ja, bolečina je vedno bo prisotna in je prisotna pri takšnih dolgih razdaljah. Morala sem se naučiti bolečino sprejeti, ker ob vsaki prvi bolečini odnehati ni recept. In nekako, ko razumeš, da bo bolelo, da boli, ampak da bo tudi to mimo, čeprav te bo čez 3 ure bolelo drugje, je nekako lažje vse skupaj.
Če se samo spomnim tiste moje prve Mont Blanc tekme, ko sem si na prvem metru zvila gleženj in me je čakalo še 175 kilometrov okrog Mont Blanca, je bilo v tistem trenutku grozno, ko sem se zavedala, da bi jaz takšno bolečino mogla še teči, ne vem, takrat nisem vedela, da bo to, ne vem, 28 ur, sem si razmišljala, 35 ali več ur, je bilo, sem rekla, ne bom prišla takšna do cilja, ko pa sem nekako tisto bolečino sprejela, sem čez nekaj ur pozabila na njo, ker je tako pride bolečina posod po telesu. Ne moreš preprečiti, da ne pride. Jo sprejmeš in mine. Je pa zelo močno prisotna bolečina tudi drugi dan. In še tretji dan, četrti in jo znam kar dobro močno skrivati v službi. Aha. Zdaj imaš ti kak sistem, oziroma kako deluje ta sistem v tvojem telesu, v tvojih možganih, da ti reče telo, zdaj pa je dovolj, ali pa, ko je hudo, ne? Ali pa, lahko še stisneš zobe, pa greš še naprej. Zdaj, odvisno, kakšne so bolečine. Če so to bolečine nekih mišic, sklepov, ki so normalne, potem tem se ne dam. So pa to druge bolečine, s katerimi sem pa se nekako spopadala, ker smo to ženske in imamo ta mesečni ciklus in te bolečine običajno so neizogibne. S temi bolečinami pa se ne igram nekako. Sem se sprijaznila, da v tistih dneh nimam te sposobnosti reči telesu zmorem. In sem kar ponosna na to, da sem si to, ne vem, 2 ali 3 leta nazaj rekla stop temu, to mi pa res ni potrebno. V tistih prvih dneh doživljati teh bolečin. Ker sem šla na eni tekmi skozi te močne bolečine, skozi, in mi je bilo grozno žal sebe videti žalostno v cilju. Kljub temu, da rezultatsko je bilo zelo dobro, odlično, se pa v sebi nisem dobro počutila, ker ko sem samo se spomnila, kakšne bolečine sem vse doživljala skozi celo pot in da sploh nisem morala druga razmišljati, kot da me vsak korak to boli in takrat pa res, zakaj mi je tega treba, sem rekla, da nekako se mi ni potrebno bojevati s temi bolečinami. Na vse zadnje ženske v športu smo kar podvržene tem težavam in izgubo menstruacije in se mi zdi, da dokler vse to ohranjam, je znak, da je moje telo zdravo in zdravje pa je prvo. To se navezuje mogoče tudi na naslednje vprašanje, v bistvu, kako skrbiš za telo, ne, glede na to, da imaš za sabo tudi že resne poškodbe, zdaj moraš kaj posebej paziti, ne vem. Se mi zdi, da je moje telo trenutno zelo zdravo. Kljub dnevnim naporom veliko tekem tečem skozi sezono, se počutim fit. Zjutraj, ko se zbudim, me ne, dobro, tu in tam me kaj boli, ampak me ne boli telo in dokler je takšno, je to. Skrbim pa zanj, da res veliko in dobro jem, ker hrana je, se mi zdi, ključ do regeneracije in zdravega telesa. In dovolj spanca. Kako pomembna pa je prehrana po tako dolgih naporih? Eni tečejo zato, da lahko jejo pico. Jaz sicer ne tečem zato, ker že v osnovi sem vedno zelo, zelo rada jedla. Ja, veliko dajem poudarek na prehrani po preizkušnjah in tiste dneve po takšnih težkih
tekmah, ko telo porabi tudi 10.000 kalorij. Ne vem, če si znaš sploh to predstavljati. Niti ne. 12 pic. Ja, okej. Je to tiste dni jem non-stop. Kaj pa ti recimo, ko prideš v cilj, ko si zmatrana, ko si res telo je dalo 10.000 kalorij od sebe, v bistvu kaj ti zapaše? Sploh paše človeku, kaj takrat? Vedno se poslužim radenske, mogoče, da malo neutraliziraš telo. Naslednje dni mi ne paše ravno sladko, ker tega sladkorja poješ skozi tek ogromno. Potem pa mi se zalušta en res dober, kvaliteten burger. Kako pa v bistvu logistično izgledajo takšni teki, ki torej trajajo lahko tudi dan in več? V bistvu, ker tam ni hotelov, ni restauracij, ni sanitarij, kako je ta logistika v bistvu? Kje dobiš za jesti? Ja, dejansko spiš na tleh, ne, si povedala. Trail, če je organiziran, dajmo vzeti en primer 100-kilometrske razdalje, štart in potem je vsakih 10 do 15 kilometrov ukrepčevalnica. To pomeni, da ti dobiš tekočino, osnovno hrano. Osnovna hrana je sadje, kakšni siri, čokoladice in ti to vse napolniš in tečeš naprej. Coca-Cola je vedno na ukrepčevalnicah, tako da si preskrbljen za to, da boš ti zmogel to pot. Tako da ni te skrbi, da rabiš še nekoga, neke dostave ali pa ruzake. Je pa res, da sama osebno, če grem na kakšno tekmo svetovnega ranga, se potem nekako z možem dogovoriva, da suportirava drug drugega. To pomeni, da me on čaka na 15. kilometru in mi pripravi bidone, ki jih samo zamenjam, že mi pripravi za spiti, za pojesti, to gre vse skupaj hitreje. Ker nekako biti kos najboljšim na svetu ne gre, če si sam. Je to čisto samostojni šport, ne teče sam, je pa na koncu tudi ekipni šport, ker brez dobrega in pravega suporta na teh večjih tekmah ne gre. Prej smo se pogovarjali o največjem kriznem momentu, najtežji tekmi, kateri pa je mogoče tisti športni dogodek in dosežek, na katerega si pa najbolj ponosna, znotraj ultramaratona, da si pa res, da te spremlja nekako in ko se spomniš, si res navdušena, wow, to mi je uspelo in ti je še mogoče danes težko verjeti, da si dala to skozi. Zagotovo so to teki na Kanarskih otokih, kamor zahajamo vsako zimo z družino. Ponosna sem zato, ker sem tam nekako tudi začela s temi daljšimi razdaljami leta 2019 in od takrat potem vsako leto zahajamo tja in uspelo mi je tudi že 3-krat prečkati cel otok, torej 130 kilometrsko razdaljo in letos mi je končno uspel veliki med, da sem prišla med najboljše 3. Čestitke, super. Ja, kar mi je bil nekako zadnja leta velik izziv priti na tiste ta prave stopničke. Tako da ja. Prej si omenila tudi 162 ali 175 kilometrski Mont Blanc, pred 2 letoma, ne, si ga prešla, letos si pa tudi se udeležila, ne? Ja, v trail teku je kraljevska etapa 100-milska, to je 162 kilometrov. Kraljevska tekma vseh tekem je pa enkrat na leto v Chamonixu v Franciji in to je UTMB tekma, ki poteka skozi Francijo,
Italijo, Švico in potem nazaj v Francijo in greš okrog celega tega masiva Mont Blanc. To tekmo sem tudi 2 leti nazaj dokončala, celo kot 5. Evropejka, in sem izredno ponosna na ta dosežek. Sem pa nekako se potem želela vrniti letos z Janezom, z možem, na to tekmo, da bi mogoče nama uspelo priti v cilj skupaj in nekako, ker deliva to isto strast do tega športa, nekako deliti strast enkrat tudi na tekmi. Nama pa letos ni uspelo, sva tekmo predčasno končala na okrog 60 km, ker je bilo res so bile razmere izredno težke. V gorah je zapadel močen sneg, v dolinah je močno deževalo, tako da naju je potem močno presenetilo tisto vreme skozi noč. Sicer sva bila nekako pripravljena na to, ker sva bila na ogledu trase že julija in je bilo vreme podobno, da je v višini zelo močno snežilo, ampak tokrat so se spustile temperature res nizko, pihal je močen veter, bila sva čisto premražena. In potem, ko sva prišla na 55 km nazaj v dolino, kjer je sicer bilo vreme solidnejše, sva zvedela, da bo na naslednjem prilazu še hujše. In sva se podala naprej po trasi, ampak nekako po 10 minutah teka sva se spogledala in sva rekla, če nam je to potrebno, da bova nekako skoraj 30 ur trpela v teh vremenskih pogojih, ali si morda želiva priti nazaj enkrat drugič in imeti mogoče srečo z vremenom. Pa brez ozeblin, ne? Pa brez ozeblin. Je pa res, da trail tek je tek v naravi in proti vremenu ne moreš nič. Enkrat imaš popolno vreme, drugič je dež 10-15 ur. Tako da ja. Zdaj, ko menjaš moža Janeza, v bistvu sta vidva, kako se pravzaprav podpirata, ne? Sta vedno samo zaveznika ali sta tudi tekmeca? Zmeraj zaveznika. Zmeraj zaveznika. Ja. Nikoli tekmeca na koncu. So tudi drugačne kategorije, ne? Ženski in moški spol. Ja, tako. Ja. Ampak ni pa tekmovalnosti recimo tudi zdaj, kateri je hitrejši, kateri ima boljši čas, kateri gre daljšo pot, ne vem. Ne. Sva zelo različna tekača. Različno dojemava tekmo, tudi krize imava v različnih trenutkih, tudi karakterno sva zelo različna, kljub temu, da navzven zgledava zelo podobna, tako da ne. Med nama je samo ljubezen do enakega športa. Kakšna pa je trail oziroma ta ultramaratonska scena v Mariboru? Se tekači povezujete, organizirate kakšne dogodke, skupne teke morda? Ja, zadnji 2 leti je v Mariboru kar znana ta pohorska trail banda, da še malo reklamo naredimo, ki povezuje ljubitelje trail teka, tekače, ki radi zahajajo v naravo, in vsak, ki si želi te družbe, je vabljen. Poiščete nas lahko na Facebooku, na Instagramu, tako da ja. Je široka ta skupnost? Zdaj že je kar nekaj tekačev. Ne vem natančno koliko, jih je pa kar veliko. Se pa tudi tekači zbirajo vsako sredo 7:30 pred Lakantino, kamor se podamo na Pohorje. In to je že tisto, kar neka stalnica. Sploh ne rabiš vprašati, če si ob 6:30 tam, si vabljen. Ja.
Je verjetno fajn, ne, da ste neka skupnost tudi, da se lahko podpirate, delite izkušnje. Je fajn imeti tudi v svoji okolici, ne samo na mednarodni ravni. Res je. Bo kakšna tekma morda? Pohorska trail banda je letos organizirala ta prvi backyard ultra v Stražuno, o katerem sem prej govorila. Zdaj zametki traila in neke tekme na Pohorju sigurno že so. Upam, da nam uspe v bližnji prihodnosti tudi to organizirati in v Maribor pripeljati en lep trail dogodek. Pogoje vsekakor imamo, ne? Ja, sigurno. Kje pa ti treniraš? Kam najraje pobegneš, ko rabiš kamiru? Sigurno to Pohorje, ker tudi živim na drugi strani Drave. Pohorje, Pekrska gorca in tisti del tam je moj ranjon. Kako pa se pripravljaš ti recimo na te tekme, ultramaratonske, trail teke, gorske teke? Kako to poteka, koliko časa porabiš za to? Tečem načeloma skoraj vsak dan. Sem malo pogledala statistiko, ker sem si kar mislila, da me boš tudi vprašala to. In je letos naneslo že kar skoraj 4500 kilometrov. Pošteno? Ja. In čez 150 000 višinskih metrov. Še bolj pošteno. Ja. Tako da kilometre pridno nabiram vsakodnevno. Ali je to na Pohorje, rada grem tudi na stadion, na Atletski klub Poljane, katerega sem tudi članica. Trail tek je tek na dolge proge in tudi trening je zato vsakodnevni in ne pride iz danes na jutri. Se mi zdi, da kot ultramaratonec se izoblikuješ zelo dolgo časa. In še tudi zase trdim, da se še vedno kalim. So pa tukaj že izkušnje, ki prav pridejo. Se bi z starostjo, nisi tako vezana kot na druge športe, ko si mladi na vrhuncu, ampak kot mlad. Ja, dejansko se tu res tukaj ni nekih starostnih omejitev. Tudi nekaj najboljših na svetu moških je starih okrog 50 let. Tudi najboljše ženske okrog 40. Ker tukaj je pomembna glava, so pomembne izkušnje, veliko kilometrov v nogah, veliko tekem v nogah, kjer dobiš dragocene izkušnje. In ker na vse zadnje samo iz tekem se lahko največ naučiš. Zdaj, sama si že omenila, torej veliko časa zahteva ene take priprave in da imaš seveda ob tem tudi druge vloge, ne? Tako delo, tako svojo materinsko, starševsko vlogo. Sicer jaz res ne rada sprašujem ženske o tem usklajevanju vseh teh različnih področjih, ampak ti sebi praviš ultramama in nekako si tudi zelo ponosna na to, tako da tebe pa bom vprašala, no, kako ti uspeva vse to usklajevati. Včasih se malo pohecem, da učitelji imamo radi urnik in nekako lahko potem tudi svoje življenje dam en urnik, katerega se držimo. Doma na vratih imamo en tak ogromen plan, letni plan in zapisujemo tedensko, mesečno dogodke, tekme, močnejše treninge, ki jih delava z možem. Nekako pa skozi dan najdem čas pač za vse. Včasih tečem zjutraj pred službo, včasih zvečer, ko gre lan spat, včasih sred dneva, ko drugi obedujejo. Tako da gre pa vse. Kjer je volja, tam je pot, ni zastojn rek in nekako, če imaš rad to, kar delaš, mislim, da ni problema. Zdaj tvoj sin Lan je zdaj prvošolček, tako da si zdaj to
šolsko stran, šolsko življenje spoznala tudi ne samo od znotraj, ampak tudi z druge strani, starševske strani. Kakšna pa je ta izkušnja zate? Ja, zelo, zelo zanimiva. Nekako smo zdaj prebili let septembrski. Vesela sem, da je Lan ponosen prvošolček, da se rad zjutraj zbuja in komaj čaka, da se zapodi v šolo. Je pa biti zelo zanimivo mama in učiteljica hkrati na isti šoli. In težje, kot sem si predstavljala. Zakaj? Vseeno je najin Lan podedoval energijo in jo potencira. Janez krat Martina. In potem vam je jasno, da te energije nikoli ne zmanjka in je izziv nekako ga ustaviti, umiriti in prizemljiti. Ampak verjamem, da bo s časom. Pa se ta fino, da ima otroci energijo, ne? Je pa vedno divje pri nas. Super. Ja. Zdaj pa kako pa tvoji učenci mogoče gledajo na to, da si ti tekačica, ultramaratonka, te kaj sprašujejo o tem? Ja, velikokrat. So zelo ponosni, tudi oni, da imajo učiteljico tekačico. Sploh ti ta manjši so mi zelo, zelo prikupne in prisrčne. Učiteljica, lahko tečeš do Grčije. Kaj bi ti lahko tekla do Turčije? Joj, kaj lahko ti res tečeš do Ljubljane? Na tam gor ti tekaš. In zelo, zelo rada učencem tudi naredim kaki slikovni prikaz, kaki video prikaz po vseh tekmah. Si potem vzamem čas in jim pokažem, glejte, tekla sem tu pa tu, toliko pa toliko ur, veste, vi ste takrat najbrž počeli to, da imajo neko predstavo, da to traja res dolgo. Včasih prinesem tudi kakšno priznanje, pokal in potem to tako ponosno gledajo. Ja, lepo je biti v ponos. In tudi včasih mi je tako zanimivo, ko grem na hodniku, pa starejši učenci rečejo, glej, to je ona, kot toliko laufa, pa tako dolgo laufa. Pa zdaj včasih tudi zjutraj, ko pridem, me kakšen učenec vpraša, ja, mi je mamica rekla, da ste bili tam, pa tam, pa tam, kak je bilo. Pa se malo ustavim, pa pogovorim. Super. Upam, da sem zgled z mojim gibanjem. In da jih tudi motiviraš, ne, na nek način. Jih motiviraš recimo za gibanje? Mislim, da ja. Ja, jih, sigurno. Imaš mogoče občutek, da se otroci danes težje navdušujejo za gibanje, za šport? Otroci imajo izredno radi gibanje. Izredno imajo radi šport. Se mi zdi pa, da to usmerjeno gibanje, usmerjen šport, pa sploh ti manjši malo težje sprejemajo. Najraje imajo neko prosto igro, v kateri se gibajo, in meni je res v veselje dati otrokom to prosto igro, da vidim, da tekajo po šolskem dvorišču gor in dol neprestano. Že samo, če potem primerjam, ko otroke potem v uri športa jim rečeš, tak, zdaj bomo pa tekli tja, pa nazaj, pa tja, pa nazaj. Jim je dost težje, kot pa to, ko jim rečem, zdaj pa divjajte, tekajte, delajte, kar želite, pa jih opazujem, pa vidim, da pretečejo še več, kot so pretekli prej, ko je bilo usmerjeno. Sigurno pa je potreba po športu vedno večja pri otrocih in po gibanju. To opažam tudi med samim poukom, da so potrebne večkratne neke tiste minutke za sprostitev, neke vaje za gibanje, da potem se ponovno skoncentrirajo in delajo naprej, že pri teh ta manjših.
Ker ti si učiteljica razrednega pouka, ne? Nisi učiteljica športne vzgoje, ampak vseeno bom te vprašala, je športna vzgoja v osnovnih šolah v redu organizirana, jo je dovolj teh ur, glede na to, kakšni so trendi glede fizičnih zmogljivosti otrok, vse več debelosti in tako naprej? Sigurno 3 ure športa na teden, po mojem mnenju, niso dovolj. Šport bi moral biti na urniku vsak dan. Zdaj, ali je to usmerjen, ali je to mogoče res kakšna ura prostega gibanja, upam, da bo sprejet zakon v naslednjih letih, da je potrebna ura športa vsakodnevna. Je pa na naši šoli organiziran vsak dan tudi rekreativni odmor. To je še dodatnih 15 minut namenjenih rekreaciji, športu, gibanju otrok. En ventil, ne, da tako, se sprosti odvečna energija. In dejansko v začetku, ko smo uvedli ta rekreativni odmor, je bil kar en kaos. Kako zdaj to uvesti, da bo to nekako sfunkcioniralo na ravni šole. Zdaj po enem letu ali 2 je pa to prav lepo gledati, kako otroci od 10 do 10:30 se prosto gibajo, rekreirajo, igrajo, skrivajo, lovijo. Ja. Da poveva, to je na osnovni šoli Ludvika Pliberška, ne? Kaj pa širše, recimo, kako kot ti kot učiteljica, ki se vsak dan srečuješ z otroci, delaš z njimi, v bistvu vidiš te največje izzive šole danes? Kaj bi rekla? Največji izzivi šole so sigurno spoštovanje in nekih pravil, dogovorov in upoštevanje nekih dogovorov. Ker sama imam otroka in doma z enim otrokom je zelo enostavno. Doma z 2 otrokoma je tudi enostavno. V šoli, ko pa ta otrok pride v neko skupino, je pa to neka druga pesem. In morda tukaj je tista podpora staršev, da je v šoli red in disciplina in so dogovori, ki jih naj ne bi kršili, v redu in so potrebne, bi bilo veliko lažje skozi dan. Ker na vse zadnje se mi zdi, da je pouk velikokrat prevečkrat moten, ker si pač otroci dovolijo vsega preveč. Veva, o čem govorimo, ne? Na koncu pa še nazaj na začetek k ultramaratonu. Kar nekaj svojih tekaških sanj si že uresničila. Kaj pa je zdaj tisti naslednji veliki izziv? Veliki izziv. Ja, že ta vikend gremo družinsko v Zadar oziroma na otoke Dugi otok, Ogljen, Pašman, kjer bova z možem tekmovala na 2-dnevni etapni tekme. Gremo vsi 3, tako da bo tudi Lan imel nekaj od tega vikenda. Drugače pa izzive najdem vsakodnevno sproti. Nekih večjih pa trenutno nimam. Zdaj je mesec oktober, november, ko počasi dajem telo na pavzo, da se nabere nova energija in potem leto 2026 ponovno prične z... Na polno, ne? Na polno, ja. Hvala. Ja, Martina, hvala, da si bila z nami in da si bila naša gostja in delila vse to svoje razmišljanja, poglede na šport in šolstvo, ne nazadnje. Hvala tudi tebi za povabilo, pa res vabim vse ljudi v naravo.
Gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke, vam se zahvaljujem za pozornost in vas vabim, da spremljate podcast Ringelspiel, ga všečkate, mu sledite oziroma delite, komentirate. Vesela bom vaših odzivov. Spremljate nas tudi na www.večer.com, se vidimo, slišimo in beremo.